Jaz sem začel kopati pod zemljo zato, ker sem naredil ribnik, pa sem potreboval zemljo okrog ribnika. In potem sem v enem grmovju gozdičku začel kopati in sem ugotovil, da je sama zemlja. In tam je bilo 14 metrov dol same zemlje. Normalno, da bo ratala najprej zemljanka, pa tako naprej. In seveda, pol sem tam posadil oljko noter na 6 metrih višine, ker od zunaj mi ne uspeva oljka. In potem sem pod to oljko začel kopati še v globino. In sem kopal še 5 metrov same zemlje gor in pol sem odkril eno jamo tam noter. In dol je še cel kompleks jam. Ampak, ko sem začel kopati od oljke dol, sem štel te kalavnike zemlje. Ker sem jih mogel nositi 10 metrov visoko gor, pa gor na površje in sem vsakega natančno preštel. In do zdaj sem jih ven dal 3700 ajmerjev po 25 kilogramov. To je približno... To je približno 93 ton materijala, 10 metrov visoko. Če to zračunaš, je tako, kot da bi šel 2krat iz morja na Monteverest, pa nazaj z 2 ajmerjema gor. Ampak to ne moreš iti kopati, pa 2 kalavnika gor prines, ker ni priješ nikamor, ne? In sem si postavil normo, to je njo fascinirano. Ne? Norma pa je bila 60 kalavnikov na dan skopati. To pomeni 5 ur neprestanega dela brez jest, ker če ješ, ne moreš to delati, ko moraš prebavljati vmes. No, in poslušajte, pred 15 leti sem prišel do ene rastlinice, ki se imenuje zelišče nesmrtnosti. Tega sem posadil na svojo zeliščno spiralo in kaj se je zgodilo? To zelišče nesmrtnosti mi je preraslo celo zeliščno spiralo. In ko z mojimi dijaki v srednji šoli smo sadili drevesa in tako naprej, sadili na krasu in tako, in enkrat smo to pobrali in februarja imamo mi polno tega zelišča nesmrtnosti posušenega. Kaj je zdaj s tem zeliščem? Veš kaj? Ko sem pa gledal te lastnosti, kaj vse je, ko se jaz nitak nič ne rabim, nikoli mi nič ni, ne rabim tega. Ampak ko smo imeli tega toliko, ko bom pa probal piti, da vidim, kako je, priporočajo pa liter pa pol, pa do 2 litra na dan čaja. Ne čist prekuhanega, ampak samo namočenega. In jaz res probam. V 5 dneh, ko pridem po 5 dneh na Kras nazaj, opazim, da imam veliko večjo fizično moč. To jaz zelo hitro opazim, ker kopljem orang. Ne? Pazite, meni je narava dala celo zeliščno spiralo take rastline, ki sem jo jaz potreboval. Torej, inteligenca narave poskrbi za vsakega popolnoma v nulo, ki mi pojma nimamo. Ne? Samo ozrimo se, samo povežimo se s tem in imamo vse. Ne? Tako da, če rabite za fizično moč, ki tega zelišča imam polno sadik, ni noben problem. V čebelarskem centru v Lukovici sem pred 15 leti pobral seme evodije. Evodija je zelo medonosno drevo. Posadil sem jih ogromno semen in si pri sebi nasadil enih 12 dreves. Zdaj so pa ta že tako velika drevesa, da orang cvetijo. Cvet je skoraj neopazen, ampak zdaj letos, ko je bila suša, vsako leto, ko je suša na Krasu, itak je, 1 mesec in pol čebela pri čebeli. Bolj šumi na teh drevesih, ker ni druge paše, kakor v čebelnjaku, kakor v posameznih panjih. In seveda semena dol padajo, zdaj pa te rastline razmnožujemo in jih poudarjamo. Če bo kdo rabil taka drevesa, lahko mirno dobi. Res so za čebele izjemna. Še posebej na Krasu, ko ni tega. Prosim? To je pozna paša. To je sredina julija. To je najbolj pozna paša. Ne, tle imamo še bršljan, še cveti potem septembra. Ne? Ampak to je tista paša, ki ni drugega. A ni čudovit? Ne, jaz, narava. Vsakamo čast, res. Zdaj čas nas preganja, bomo mi tole malo združili, drugi pa tretji del. Zato bom jaz tole zdaj malo povzela, pa bom dala vmes gradivo. Kako so ustvarjati z naravo, pa primere iz prakse. In upam, da vas je fasciniral, ne? Rajko, dejansko.
Jaz sem bil pa navdušen, kar je Sanja povedala, ne? No. Tudi jaz, ko šel v Hobuk, sem pa tja. Drugega navdušujemo. V glavnem, jaz bi tole povzela, da bom imel še za naprej izhodišče, vam bom dala malo gradiva okrog, ne, se pravi to, kar Rajko je povedal, ne, to je soustvarjanje z naravo, to se reče permakultura, tako se večina tako pozna ta sistem, to je trajnostna agrikultura, tudi mi bomo danes soustvarjali z naravo, tudi na tak način, da boste v praksi videli, kako se to obnese in sicer na 3 načine, da bomo potem šli na teren, pa bomo ocenili, kako je lokacija požara, da nam bo Tomaž pomagal, da bomo videli, katera z drevesa so še živa in kaj se še da iz njih narediti. Kar niso živa drevesa, bomo vse tam pustili, pa bomo naredili takšne ograjce, mislim, veje za to, da bo se tam noter listi nabirali, pa da bo strohnelo, ko bo istočasno organska masa na daljši rok, pa bo zastiralo vodo in posadili bomo zdravilne rastline, travinje, žita, grmovnice, lešnike, orehe, češnje in tako naprej in vse to v višini gozdnega vrta, po nivoju gozdnega vrta, to pa pomeni tako, da bo od velikega do proti majhnemu šli ti nasadi, se pravi, tako kot vidimo, ne, gozd je najboljši habitat, nihče ga ne gnoji, sam se oživlja, ne, če pogledamo gozd, vidimo najprej so visoka drevesa, potem so srednja, pa so mala, ne, in pol dejansko so podrast, ne, in na tak način bomo tudi mi danes posejali. Tako da jaz sem zdaj tole malo pripravila vam, da boste lahko pogledali, kajti zdaj, ko gledate poročilo o krasu, ne, vidite, da vsi nekateri kažejo, kako je kras zelen, ne, ampak ni vse zeleno, kar je zeleno, ne. Dejansko je zelo veliko pa jesna, ki je zelo strupen, tako da vas bomo prosili, da boste imeli rokavice gor, pa bomo pokazali, kak je. Pa jesenček je tudi, ne, tam je tudi zelo nevaren tudi, pa ambrozije, to vam bom pokazali, no, tako da boste videli pol tudi v praksi. Tako da jaz predlagam, da recimo tole date iz te strani, to pa iz one strani, pa si malo pogledajte, tole gradivo, pa še tole sem dala, kako izgleda ta prehranski gozd, si še to malo pogledajte, vsak iz ene strani, pa dejansko potem tudi, kako bomo delali semenske kroglice, da tole malo pohitrimo. Tako da jaz se upravičujem, ko malo skačemo, ampak če so vsi taki zanimivi gosti, se to moramo slišati, a ne?